Lep pozdrav vsem. Veseli me, da lahko danes v imenu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Centra za kreativnost ter Evropske platforme za oblikovanje Distributed Design Market Platform pozdravim vse, ki spremljate naše aktivnosti, programe in s tem tudi projekt ter letošnji prvi poziv na to temo, projekt in poziv Design Dining, slovenski oblikovalski pogrinjek, s katerim spodbujamo lokalno ustvarjalno in oblikovalsko produkcijo ter jo povezujemo s podjetniškimi praksami, mednarodno promocijo ter predstavitvami in mreženji v tujini. Ko so pred več kot letom dni organizatorji Distributed Design platforme, ene od platform programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, ki združuje 18 evropskih organizacij s področja oblikovanja, distribucije in produkcije, k sodelovanju v projektu povabili tudi MAO in Center za kreativnost, smo začeli razmišljati, kako bi lahko povezali dejavnosti muzeja, bienala oblikovanja in Centra za kreativnost v skupen projekt, ki bi na nek način izhajal in povezoval dediščino, tradicijo, ter po drugi strani vzpodbujal sodobno produkcijo in odpiral prostor za premislek, debato ter zagotavljal tudi mednarodno vidnost naših oblikovalcev in ustvarjalcev. Tako je začela nastajati ideja o limited editions ali omejenih serijah novih produkcij, ki skozi različne teme naslavljajo in povezujejo omenjena izhodišča in projekte muzeja, Centra za kreativnost, bienala oblikovanja, skozi povezovanje dediščine in sodobne produkcije. In v sklopu Distributed Design platforme smo pod vodstvom kolegice Urške Krivograd in pod podpori sodelavke Anje Radovič, vodje bienala oblikovanja in seveda tudi drugih sodelavcev muzeju, naslovili letošnjo temo Design Dining, slovenski oblikovalski pogrinjek, v okviru katerega objavljamo odprti poziv, na katerem bomo izbrali do 10 oblikovalcev, ki bodo s pomočjo finančnih spodbud zasnovali nov produkt za namene namiznega pogrinjka. Izbrani pogrinjek in projekt bo tako predstavljen tudi na pop-up dogodkih, razstavah doma in v tujini, med drugimi tudi pri članih partnerske mreže projekta Distributed Design platforme, na Vienna Design Weeku, na Zagreb Design Weeku in tudi na bienalu oblikovanja ter seveda drugih dogodkih. In veseli nas, da smo uspeli k sodelovanju v tem projektu pritegniti tudi ključne partnerje, sodelavce, mentorje, producente, člane žirije, nekateri so danes med nami in jih boste tudi spoznali, ter nenazadnje mednarodne partnerje, ki sem jih omenila že, ki nam bodo pomagali razvijati letošnje projekte ter jih tudi predstavljati na različnih dogodkih v tujini. Toliko za kratek uvod v projektu in pozdrav s strani ekipe Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Zdaj pa predajam besedo vodji projekta Urški Krivograd, da podrobneje predstavi. Hvala, Anja. Tako. Torej, pozdravljeni še v mojem imenu. Sledi torej kratka predstavitev projekta Design Dining, kjer bomo govorili o tem, kako se bo torej program odvijal v naslednjih mesecih, kaj vse nas še čaka. Bolj bom jaz sicer zdaj govorila, za vprašanja pa bo čas po tej predstavitvi in tudi po pogovoru z Jakobom Pintarjem. Torej, najprej naj se tudi še zahvalim v imenu in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in Centra za kreativnost, restavraciji Tabar, kjer so se pač zelo prijazno in navdušeno odzvali našemu povabilu k sodelovanju na tem projektu in se izredno pač veselimo tega, kaj nas še čaka skupnega. Torej, v programu Design Dining smo želeli združiti kulinariko in oblikovanje in na presečišču teh obeh področij poiskati tisto, kar pač cenimo in spodbujamo v bistvu pri obeh. To je trajnostno, lokalno, izkustveno in ritualno.
Ker kulinarična izkušnja je namreč vedno povezana z oblikovanjem in je tudi vedno obredna. Torej, ali gre za vsakodnevno prehranjevanje ali posebno gastronomsko izkustvo, vedno je pač zraven prisoten še element ritualnega. Zato smo se odločili združiti to oblikovalsko in kulinarično miselnost in pripraviti nov oblikovalski pogrinjek za nov večhodni meni. Zdaj, pri tem torej sodelujejo na eni strani naš kuharski mojster, glavni torej kuhar v restavraciji Tabar v Ljubljani, na drugi strani pa oblikovalci. Zdaj, Jakobova vloga pri tem projektu bo torej ustvariti nov večhodni meni za pop-up večerje, ki bodo sledile. Potem sodeluje tudi pri izboru oblikovalcev in pa tem izbranim oblikovalcem bo predstavil meni in z njimi tudi sodeloval. Ampak kaj več o kuharjevi viziji, pogledu na sestavo tega novega menija bomo izvedeli še kasneje, ko se nam bo še v kratkem pogovoru potem pridružil še Jakob. Zdaj, torej kuharja imamo, potrebujemo še oblikovalce in odprti poziv smo objavili prejšnji teden, rok za prijavo je 18. maj. Izbrali bomo do 10 oblikovalcev, ki jim torej v tem projektu nudimo sodelovanje s priznanim slovenskim kuharskim mojstrom, torej Jakobom Pintarjem, pri tem, da ustvarijo nov pogrinjek, izkušnjo dela v tem skupinskem procesu, finančno spodbudo, za vsak produkt bo oblikovalcu namenjenih 1500 €, individualna svetovanja in izobraževalni delavnici strani 2 mentorjev, to je galeristka Verle Venes z galerije Valeri Tran in z generalnim direktorjem hiše kulinarike Jezeršek, Martinom Jezerškom. Za namen teh delavnic in izobraževanj je predvsem nadgradnja znanja, usmeritve z področja, ne vem, recimo produkcije, Verle ima ogromno izkušenj na tem področju, predvsem produkcije namiznega pribora, in pa potem bolj podjetniških znanj, to je, ne vem, trženje teh izdelkov in povezovanje z različnimi akterji v svetu gastronomije v Sloveniji. In oba mentorja bosta spremljala projekte pred oziroma med procesom razvoja. Ter nenazadnje pomembna stvar tudi širšo prepoznavnost doma in v tujini skozi torej pop-up večerje in razstave, ki bodo sledile. Oblikovalci bodo svoj izdelek za pogrinjek proizvedli v omejeni seriji v 100 kosih, od tega bo 70 kosov ostane avtorju potem za lastne namene. Glede prijave, prijavite se preko spletnega obrazca na naši strani czk.si. Prijava ni, sam prijavni obrazec ni zahteven, zahteva te osnovne podatke, ime, priimek, telefon, ime, priimek oblikovalca, potem pa spletni naslov, kjer so naložene torej vse stvari, ki jih potrebujemo. Eno je torej idejna zasnova, kar pomeni vse skice, neki renderi, fotografije, torej karkoli vizualnega v digitalni obliki. Potem vsaj 3 referenčni projekti, finančni razrez stroškov produkcije, lahko se dodajo tudi pač lastna sredstva, to se naj navede v prijavi. Zakaj je to pomembno? Ker eden izmed kriterijev izbora je namreč tudi proizvodnja, in sicer iščemo vseeno realistične predloge, ki bodo izvedljivi tako v časovnih kot finančnih okvirih. Potem hkrati s tem spletnim obrazcem se pa v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani naj odda ali pošlje skico materialu ali prototip, maketo, karkoli, kar bo pač komisiji nekako čim bolj dalo čim boljši občutek za to, kakšne oblike bo ta produkt in iz kakšnega materiala. Zdaj, v celoti prototip izdelati je časovno mogoče bolj zahtevno, tako da karkoli, kar pač imate pripravljeno oziroma na voljo, da se torej pokaže karkoli od vizualnega v fizični oziroma analogni obliki. Iščemo nove idejne zasnove oziroma prototipe, torej nerealiziranih produktov, spodbujamo seveda drznost, eksperimentalnost, hkrati pa naj se vseeno ohranja funkcionalnost in tudi tržnost pač teh produktov. Seveda en izmed kriterijev je tudi uporaba trajnostnih materialov in čim bolj lokalna proizvodnja.
Zdaj, glavne kategorije, katere lahko umestite svoj predlog, so torej v bistvu osnovni sestavni elementi pogrinjka, to so krožniki, kozarci, skodelice, pribor in tekstil. Pri čemer pa je zadnja kategorija poljubna in jo lahko tudi po želji določite sami, kolikor to želite. Ne želimo pretirano usmerjati torej predlogov, pustiti vseeno dovolj prosto pot oblikovalcem, možnost za raziskovanje in svobodo pri ustvarjanju. Proces dela bomo tudi sproti dokumentirali, skupaj z rezultati projekta, torej vašimi izdelki, ga bomo prikazali v obliki pop-up večerij in razstav na različnih lokacijah in oblikovalskih dogodkih doma in v tujini. Je torej že tudi Anja prej omenila. Pop-up večerje bomo torej izvedli v Mariboru, na Zagreb Design Week, Vienna Design Week in na tudi drugih lokacijah doma in v tujini, predvsem kar se potem razstav tiče v letošnjem in tudi v naslednjem letu. Zdaj, edini trenutno zares pomemben datum za vse, ki se nameravate prijaviti, je 18. maj, to je pač rok za oddajo vaših predlogov. Do konca maja bomo obvestili in izbrali do 10 oblikovalcev. V začetku junija bodo potem ti oblikovalci imeli uvodno srečanje z Jakobom Pintarjem in tudi delavnice in individualna svetovanja z obema mentorjema. Produkcija se bo predvidoma začela 10. junija in bi se naj končala do konca avgusta. Zdaj se potem v septembru začenjajo pop-up večerje in razstave. Ampak točni datumi vseh teh stvari pa seveda bodo znani tudi naknadno. Zdaj, s tem se torej ta kratka predstavitev zaključuje. Vse novice v zvezi s programom Design Dining, za vse te novice obiščete našo podstran www.designdining.czk.si. Sledite lahko tudi vsem stvarem v novičnikih, CZK in MAO novičnikih. Drugače vsa vprašanja, ki jih še imate v povezavi z prijavo, izborom, programom, nam lahko potem zastavite v chat. Zdaj pa se bomo pač tem vprašanjem posvetili po pogovoru z Jakobom. Zdaj pa mogoče še ja, vabim Jakob tebe, da se še mi pridružiš, da še malo besede namenimo še tebi nekaj časa. Zdaj, trenutno si torej vodja kuhinje v restavraciji Ta Bar, Stari Ljubljani. Predtem si nabiral izkušnje v tujini, imaš že nekaj mednarodnih priznanj, pa mogoče za uvod in za neko predstavitev poveš, kakšna je bila tvoja kuharska pot do zdaj? Zadnjih 6 mesecev je bila precej dolgočasna. Ampak, ja, kot mlad kuhar sem res v bistvu prav hitro šel v tujino, iskal sem te izzive, jih dobil, naredil svoje, prišel nazaj, v bistvu nikoli nisem tam imel ideje ostati, ne. Ampak videti, pobrati znanje in priti nazaj. In v bistvu zdaj sem pa tukaj nazaj v bistvu v Ta Bar prišel. Tukaj sem naredil ta prestop iz mladega kuharja v kuharja, recimo, če si lahko že tako rečem, da je dejansko na profesionalni ravni, da sem samozavesten in da imam ta znanja, da lahko take projekte, ki smo se ga zdaj lotili skupaj, ki ga lahko izvedemo, ne. Super. Razhajajoča zvezda na kulinarični sceni v Sloveniji. Kako bi se torej predstavil mogoče kot pač kuhar, kaj te zanima, imaš kakšna načela, ki se jih držiš pri ustvarjanju svojih jedi, je kakšna rdeča nit pri tem? Take vrste kuharja, kakor sem jaz, v bistvu pa moji kolegi tukaj po Ljubljani in po teh restauracijah boljših, je zelo zamegljeno zdaj, kaj je zdaj kuhar, pa kaj je prosti čas, pa kaj je doma in v bistvu, veste, kaj bi bil skozi v studiu, recimo, veste, a si v službi iščeš neke nove stvari, neke ideje, razvijaš, tako naprej, in to se ne konča, ker prideš domov, isto se naprej dogaja in samo tako, v bistvu,
ni nobena ideja, ne pride posiljena, ampak vse se zgodi z nekim namenom ali pa z nekim razlogom, ki se je nekaj prej že zgodilo. In tako naprej razvijaš sam sebe in svojo mentaliteto, konec koncev svojo osebnost in posledično zraven še svoj poklic, v bistvu, ker to na konec koncev, a je poklic, a ni poklic, a je to ljubezen, vse skupaj, ne vem, kako bi to sploh povedal, ampak to nas vodi naprej, nenehno raziskovanje, nenehno odkrivanje nečesa, verjetno se bo marsikdo tudi našel, zato od vas, recimo, zato ker so vsi neki kreativci in tako, in dejansko to ne počivaš nikoli, ampak se dogaja. Tudi zadnjih 6 mesecev se smo bili fraj, ampak vsak dan kaj novega, vsak dan kaj okrog hrane, vsak dan kakšna ideja, vsak dan kakšna želja, tako da nenehno razvijanje, tako bom rekel. Super. Zdaj, prej smo pri izboru in glede, mislim, o kriterijih teh oblikovalskih izdelkov govorili tudi o tem, nekih trajnostnih materialih, lokalno proizvedeno. Kak pa je mogoče tvoj pogled na torej lokalno sezonsko hrano, kje ti dobivaš surovine za svoje jedi? Ja, jaz imam tukaj, v bistvu, to je bila pa niti takrat, ko sem prišel sem, niti nisem to pomislil na to, ampak veliko srečo imam, da je do tržnice 2 minute hoje in v glavnem vse, zdaj bom rekel zelenjavo, pa ribe, recimo, prihajajo vse tukaj iz tržnice, imamo tuna, recimo, prije iz Jadrana, pa nam jo direkt pripeljejo, ampak vse se okrog tržnice dogaja. Tržnica je v bistvu, tako kot center mesta, je center mojega dogajanja v službi, ne. Zjutraj se s tržnico začne in vmes kakšna stvar, ki pozabimo, se še nadaljuje s tržnico in pol grem čez tržnico domov. Tako da nenehno sem v tem krogu tukaj. Druga stvar pa je še, v bistvu doma imamo vrt, si ga deliva nam ga je odstopil en del, no ne en delček, skupaj ga obdelujemo z Lukom Koširjem, ki ima gostišče Grič restauracijo. In tam s tem vrtom pa nekako ostajam skozi v stiku s to produkcijo zelenjave. Tukaj, če sam greš na tržnico od dni, se ti malo zdi samoumevno, da je ta zelenjava tam, ampak nekje mora priti in od tukaj pa pol ta ljubezen, da tudi same vzgoje rastlin, vse to, ker sami gor delamo en del, da ostanemo v bistvu v stiku z dejansko sezono, z dejansko naravo, z dejansko kako se skupaj obrača. Zdaj recimo čist primer, zdaj je bila 14 dni nazaj je bila pozeba, velika pozeba in se ti ustavi vse. Zdaj, zelenjava na tržnici pa še zmeraj, ne, in če dejansko tega ne doživiš, da se ti ene par stvari, ok, se je še zgodaj bilo, ni šlo veliko, ni nam zmrznilo veliko, ampak s takimi stiki rastemo skupaj gor in je zelo velika navezanost na to, na ta občutek, kako je narejeno in kako se proizvaja. Super. Zdaj, kako pa, ne vem, mi mogoče to gledamo bolj torej z oblikovalskega vidika, kako nekega ustvarjanja in proces je pač specifičen. Kako pa se ti sicer lotiš ustvarjanja menija oziroma nekega posameznega krožnika in kako bo zdaj to kaj drugačeno, ko bo pač ta proces potekal v sodelovanju s še drugimi oblikovalci? Ja, tukaj je majčkeno drugače, mogoče zato, ker ponavadi, ok, vse tako, kot sem prej rekel, ves sveta se razvija, ves sveta iščeš, ideje ne pride, v bistvu same po sebi hodijo, tudi krožniki sami po sebi hodijo, takrat, ko je treba nekaj na silo narediti, je zelo, ali pa na hitro, recimo, da bi zdaj pa zmanjkalo, ne vem, zima prišla prehiter in nečesa zmanjka in moraš na hitro narediti. Tisto se potrudiš, ampak ni pa tisto čisto iskreno, pa ni tisto čisto avtomatsko, ki je prišlo. In zdaj razlika bo ta, da ponavadi je tako, da jaz delam hrano in se prilagajam vsemu temu, tukaj pa z veseljem, v bistvu mi je to ful zanimiva izkušnja bo, se bom pa jaz vam prilagajal. Se pravi, vi boste prinesli stvari, jaz jih bom pa hotel probo po najboljših močeh parirati z vašimi produkti, objekti, kakorkoli bo že to izgledalo. Super, eksperiment za vse. Zdaj, kakšnih predlogov teh oblikovalskih izdelkov pa se mogoče najbolj veseliš?
čim bolj divjih, zato ker če bi to sam znal, bi naredil sam. Tako da dejansko se veselim vseh stvari, ki bojo prišle iz tujih glav, ker moja ni dosti pametna za take stvari in se veselim izziva. Ja, kaj pa recimo, zdaj bi svetoval oblikovalcem, vsem, ki nas zdaj recimo poslušajo, pa se nameravajo prijaviti, je kakšen, ne vem, nasvet, razen to drzno? Naj se spustijo skepne, tako kot se bom jaz z veseljem. Naj bojo divi, naj naredijo stvari, ki si jih mogoče niso predstavljali v kulinariki, da je to možno ali tako naprej. Ne dajo veliko noter. Jaz bom veliko dal noter. Super. Imaš že mogoče kakšno idejo, vizijo, karkoli, kako bo sestavljen ta meni? Sicer preveč še mogoče ne smemo izdati zdaj, ampak mogoče kakšna stvar, kakšna posebna sestavina, ki bo sigurno noter? Ne, sezoni se bomo prilagodili tako, kot je. Sezoni ne samo zelenjave, tudi ribe, meso, vse ta živila imajo svojo sezono, tako da to je ena stvar. Druga stvar pa mislim, da se bom pustil čisto presenetiti. Čisto bom pustil, da pridejo ta prvi vaši predlogi in stvari, ki jih boste naredili do mene, zato da ne bom obremenjen s čimerkoli odprej. Da dejansko, da se bo to začelo dogajati nekaj na novo v glavi noter in posledično tudi na teh vaših izdelkih. Super. Mislim, da to z moje strani vse. Bi še ti kaj dodal, kar smo pozabili povedati, oziroma Juri, nismo še njega predstavili, torej lastnik restauracije Ta bar. Bi še vidva kaj dodala? Juri, zdaj si ti na vrsti. Ne, iz naše strani je Jakob vse povedal. Konceptu se bomo prilagodili, kot ste rekli, in iz naše strani je to. Hvala lepa. Super. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanja, kar zapišite v chat, jih bomo prebrali. Nekoga torej zanima, če lahko predmet predstavimo s 3D printom, material pa priložimo samo kot kos materiala, ki ni še v želeni obliki. Ja, seveda. Čim bolj kar se lahko prikaže, ali oblika ali vsaj material, torej ne vem, oblika vizualno pa material, torej 3D print, oziroma material, ki ni v tej obliki, bo tudi v redu. Seveda zaželeni so tudi neki novi materiali, biorazgradljivi, ne vem, eksperimentiranje tudi v materialih, tako da absolutno je to možno. Torej, karkoli pri teh prototipih, ne vem, maketah, v glavnem, kot smo rekli, čim bolj približa dejanski nek produkt temu, da bo komisija res lahko videla, kako bo izgledal in kakšen bo ta material. Tudi, če imate še kakšno vprašanje kasneje, pišite nam na info@czk.si, bomo odgovorili in posredovali. Smo torej dosegljivi tudi na Facebook kanalih. Tako da ne vem, če še kakšno vprašanje. Sicer mislim, da super, da sta se odzvala temu, da smo predstavili to. Je nekaj novega, kar mislim, odlična priložnost za združiti ti dve področji. Eno vprašanje torej, glede finančnega razreza. Ali je 1500 evrov honorar za zasnovo, ali bi na iste vsote šla tudi produkcija 100 kosov. Ja, tako, to je torej 1500 evrov za vse skupaj. Je pa res, da vsak tudi postavi ceno svojemu izdelku. 70 kosov od teh 100 je potem namenjenemu avtorju, da s tem uporabi za svoje namene. Vprašanje, kako gledate na povezovanje slovenske tradicije? Ja, vsekakor je to vezano vprašanje zdaj na bolj
oblikovanje menija ali izdelkov. Sigurno pač je tudi eden izmed kriterijev, ne vem, v produkciji povezovanje torej nekih sodobnih tehnik z tradicionalnimi. Če je to. Jaz bi tukaj dodal, v bistvu sigurno, tudi kulinarika je taka, da bo temu sledila, v bistvu, da je močno. Pustiti je treba glavi svojo pot, ampak konec koncev je pomembno zavedanje tradicije, pa okolja, v katerem bomo to ustvarjali, plus močno zavedanje naše identitete. Dejansko, da bojo ratali neki izdelki z identiteto, da ne bomo preveč levo-desno šli. Ampak v bistvu, da se zavedamo okolja, v katerem smo. Bili pa bomo. Morajo biti reference prav iz področja oblikovanja tablewarea. Zdaj, reference so pač namenjene temu, da se pač vseeno gre za nek določen časovni in finančni okvir in na tak način pač bi radi vedeli, da oblikovalci oziroma imeli neko pač že dokazano pač referenco, da je tak podoben projekt že nastal. Drugače pa so lahko tudi reference iz podobnih področji, kjer se pač torej vključuje oblikovanje, ni nujno, da je zdaj izključno že, ne vem, številni krožniki, pribor. Se da seveda uporabiti. Gre mogoče tukaj bolj za to, da se pokaže nek proces dela od zasnove do produkcije, da smo to, mislim, da je oblikovalec to že dal skozi. Teh 100 izdelkov mora biti identičnih ali je lahko vsak zase unikat? Načeloma ne bomo, mislim, ni to industrijska proizvodnja, tako da sicer ti izdelki načeloma so si lahko pač podobni, ne dvomim, da bo mogoče 100 čisto drugačnih izdelkov, popolnoma drugačnih, ampak načeloma je seveda lahko vsak unikat, absolutno. Ampak na način, da je to mogoče, ne vem, gre za 100 različnih krožnikov ali 100 različnih tipov pribora. Iste vrste izdelka, ne rabi pa biti čisto identični, so lahko unikati. Ali se izdelki prijavljajo po posameznih kategorijah kot posamezni kosi ali se preferira kolekcija več izdelkov, ki pašejo skupaj? Načeloma ne bomo izbrali celotnega kompleta, zato ker je pač ta znesek namenjen torej enemu posameznemu produktu. Zdaj seveda se lahko pač dodajo, ne vem, zato je tudi finančni razrez, če se pač napiše, da bi za ta isti znesek se naredilo, ne vem, večji, mislim, set številnih, mislim, večjih kosov, potem seveda, drugače pa bomo mogoče iz tega enega pač kompleta skupaj lahko tudi izbrali samo posamezen kos. Drugače lahko se tudi, ne vem, se prijavi v neki skupini, da se pač prijavi komplet mogoče celotnega pogrinjka, ampak tudi tukaj bomo pač gledali na celoto oziroma bo tudi odvisno, kakšni predlogi bodo prišli in kako bo to delovalo potem v celoti, tako da tudi iz tistega, kar se predlaga, lahko potem zberemo mogoče enega ali dva posamezna produkta iz tiste celotne kolekcije. Kako postopati, če sodelujeva 2 osebi, ena v raziskavi, druga v oblikovanju, kdo se navede kot avtor? Absolutno pač navedite oba kot avtorja, je dovolj možnosti to pri prijavi, napišete vlogo katerega, potem se absolutno pač navaja oba avtorja, ki sta sodelovala pri tem, sploh pač, če gre za ta en izdelek. V kolikor se to mogoče na spletni strani, mislim, da je vsekakor možno, ker so tam še dodatno polje za dodatna imena oblikovalcev, se absolutno navede to tam.
Kaj imamo še kakšno vprašanje? Kot smo že rekli, seveda, če se kdo še karkoli spomni, kakšen dvom, naj napiše na Facebook ali na info@czk.si, bomo odgovorili. Sicer pa je to tudi neke vrste pilotni projekt za nas in smo zelo veseli, da se tega lotevamo, ampak delamo to na tak način tudi prvič. Ali se tekom projekta namerava razviti nove produkte oziroma nadgraditi začetne ideje ali je prijavni kos nekakšen končni izdelek? Ja, mislim, da niti ni toliko časa za še razvoj in spreminjanje, ampak sigurno prijavite se s tem produktom in na osnovi tega se potem to izbere ali zavrne. Zdaj za možnost seveda prilagoditve, sploh zato, ker boste imeli ta začetni sestanek z Jakobom in tudi v tistem sestanku se da potem kakšne stvari mogoče uskladiti, prilagoditi, nadgraditi, tako da ni zdaj vse čisto dokončno začrtano. Se lahko doda pri prijavi, s katero lokalno proizvodnjo se sodeluje? Absolutno, seveda, to je tudi eden izmed kriterijev, torej lokalna proizvodnja, povezovanje z lokalnimi proizvajalci. Absolutno navedite, zato smo tudi prijava tako zastavljena, torej da kopirate noter samo spletno mesto, kamor naložite vse dokumente, da pri tem si lahko date duška z opisi, slikami, teksti, referencami, v glavnem oblikujete prijavo sami, nam pa v spletno prijavnico samo kopirate to prijavo, to spletno mesto in geslo, če je slučajno ta mapa zaklenjena. To je recimo nek Google Drive, Dropbox, karkoli, do česar potem bo komisija lahko dostopala. Ali produkcijo Stokos krije avtor sam oziroma je to teh 1500 evrov? Ja, to je teh 1500 evrov, vendar je potem, tako kot smo rekli, 70 kosov ostane avtorju. Avtor tudi ohrani vse moralne in materialne pravice na produktu, lahko kasneje v lastni režiji serijo ponovi, lahko je to potem postane stalni del njegove kolekcije. Mi naredimo to začetno stvar in tudi zagotovimo, da so potem ti produkti razstavljeni, predstavljeni na vseh na razstavah, na mednarodnih dogodkih, torej na Dunaju, na Vienna Design Week, Zagreb Design Week in da dobijo to promocijo. Ob zaključku tega bomo naredili tudi pred temi pop-up večerjami in razstavami, bo nastala tudi kot ena zloženka, katalog, publikacija, nekaj takega, kjer bo predstavljen in meni in vsi ti izdelki z kontakti avtorjev, z opisi produktov, tudi s cenami, z materiali uporabljenimi, fotografijami, kot neka promocijska publikacija. Super. Še kakšno vprašanje? Sicer smo veseli, da ste se nam pridružili. Absolutno sledite tej naši strani www.designdining.czk.si in našemu novičniku. Bomo torej objavljali vse programe, večerje, karkoli bo sledilo. Tako da, hvala še enkrat, hvala Jakobu, Juriju, da sta se nam pridružila in lep dan, nasvidenje. Hvala, srečno. Čau.